Obstaja kraj v Ameriki, kjer bi se lahko izognili kazni za umor in ni skrit. Predstavljajte si, da hodite po poti Beckler River Trail v Yellowstoneu. Globoko ste v gozdu, 10 milj od najbližje ceste. Prečkate majhen, neoznačen potok in ne da bi vedeli, ste iz Wyominga stopili v Idaho. Drevesa so videti enaka, zrak je prav tako redek, a pravno gledano se je vse spremenilo. To območje je znano kot cona smrti. Tukaj večina ljudi skrbi zaradi medvedov, ne zaradi ustave, a prav to bi jih moralo skrbeti. Kajti prav na tem delu gozda zakon ne odpove zato, ker bi bil šibek. Odpove zato, ker popolnoma sledi svojim pravilom. In tu postane stvar nevarna. Yellowstone je strogo upravljan stroj, ki vsako leto ustvari stotine milijonov prihodkov od turizma. Toda v tem enem kotičku parka se sistem sooči z nečim, česar ne more rešiti. Tukaj ne gre več za zakonodajo zvezne države, ampak ste v zveznem območju, kar pomeni, da sta za vse pristojna FBI in Ministrstvo za pravosodje. Isti dokument, ki jim daje to moč, je tudi razlog, zakaj je morda ne morejo uporabiti. In prav tam se začne težava. Ustava je seznam postopkov. Ko teh postopkov ni mogoče upoštevati, se pravosodje ustavi. In tukaj eden od teh postopkov postane nemogoč. Zakaj tukaj zakon odpove? Običajno okrožja sledijo mejam zveznih držav. Oregon ostane v Oregonu, Florida ostane na Floridi. Toda Yellowstone je drugačen, ker se razteza čez 3 različne zvezne države. Wyoming, Montana in Idaho je kongres ubral bližnjico. Videti je bilo preprosto, seveda, vendar je ta odločitev ustvarila težavo, ki je nihče ni opazil več kot stoletje. 6. amandma pravi, da ima obtoženec pravico do sojenja pred nepristransko poroto iz zvezne države in okrožja, kjer se je zločin zgodil. Ena beseda je tam pomembna in ne piše ali, piše in. Ta majhna beseda je težava. Ker če se zvezni zločin zgodi v idahovskem kotu Yellowstonea, mora biti porota sestavljena iz ljudi, ki živijo tako v Idahu kot v zveznem sodnem okrožju Wyominga, kar pa ne obstaja. Območje smrti v Yellowstoneu, ki leži v Idahu, ima nič prebivalcev. Ni hiš, ni hotelov, ni prebivalcev. To je območje približno v velikosti Washingtona DC, oddaljeno, neoznačeno in nerazpoznavno od preostalega parka, kar pomeni, da ni porotnikov. Ne iz Idaha, ne iz Wyominga. Dobesedno ni nikogar, ki bi ga lahko zakonito poklicali na porotno dolžnost. Če ne moreš sestaviti porote za resno kaznivo dejanje, sploh ne moreš nadaljevati sojenja. To je povsem zakonita pravna luknja, skrita znotraj enega najbolj znanih narodnih parkov v Ameriki. Ta past se sproži le pri najhujših kaznivih dejanjih. Prehitra vožnja, nezakonito kampiranje, ni problema. To lahko reši sodnik. Toda za karkoli, kar prinaša več kot 6 mesecev zapora, ustava zagotavlja sojenje s poroto. Torej tukaj ne morejo zakonito nadaljevati postopka. Zakon sam je edina stvar, ki stoji med zločinom in kaznijo. Krivolovec z močnim puškom ali nekdo, ki beži iz druge zvezne države. Vsak načrt, vsak korak je izveden z zavedanjem, da jih zakon ne more doseči. V tej praznini običajna pravila pravičnosti izginejo, nadomesti jih srhljiva logika postopkovne nemožnosti. To ni napaka v sistemu, to je popolna ustavitev. Več kot 100 let ta težava ni bila opažena. Nato jo je odkril pravni profesor po imenu Brian Colt. Leta 2004 je preučeval 6. amandma in način, kako so bile zarisane zvezne okrožja na zemljevidu. Potem pa je opazil nekaj nemogočega. Meje so segale v Montanjo in Idaho. Sestaviti poroto tam je bila ustavna nemogočnost. Ni bil navdušen, bil je zgrožen. To je bil kraj, kjer je ustava zahtevala nekaj, kar se fizično ni moglo zgoditi. Malo katera druga država dopušča, da takšna pravna luknja obstaja znotraj narodnega parka. V Kanadi, na primer, so narodni parki pod pokrajinsko ali zvezno pristojnostjo, vendar so sodni okrožji vedno določeni tako, da je mogoče sestaviti poroto. Tudi na najbolj oddaljenih območjih vlade imajo pripravljene načrte za nepredvidene razmere. ZDA izstopajo, ker je ustava absolutna, vendar se absolutne pravice spopadajo s fizično geografijo, kar ustvarja pravno praznino, ki je edinstvena v razvitem svetu. Leta 2005 je Colt objavil članek z naslovom The Perfect Crime. Seveda ne zato, da bi ga spodbujal, ampak da bi nekdo to napako odpravil.
Poslal je izvode Ministrstvu za pravosodje, zveznemu tožilcu v Wyomingu in članom kongresa. Pričakoval je hiter odziv, namesto tega je dobil tišino. Ministrstvo za pravosodje je zavzelo neuradno stališče, ki je problem v bistvu ignoriralo. Vrzel ni obstajala, dokler sodišče ni reklo, da obstaja. Trdili so, da lahko prestavijo sojenje ali najdejo obvoz, vendar je Colt vedel, da 6. amandma ne deluje tako. Sodjenja ne moreš preprosto prestaviti, ker je ustava nepriročna. Prav to naj bi listina pravic preprečevala. Colt je začel skrbeti, da bo njegovo besedilo postalo priročnik za zločin. Natančno je opisal koordinate in pravne argumente, potrebne za oprostitev obtožbe umora. Yellowstone se je iz kraja naravnih čudes spremenil v kraj pravne skrivnosti. Coltovo besedilo je postalo prava senzacija, tema romanov in televizijskih oddaj. Toda kljub slavi cone smrti, dejanski pravni status tega ozemlja ostaja nespremenjen. Obstaja resničen primer tega v praksi. Leta 2005 so moškega po imenu Mike Belderin ujeli pri krivolovu v delu Yellowstona, ki leži v Montani. Ni bil morilec, bil je le lovec, ki je ustrelil velikega jelena vapitija tam, kjer ne bi smel. Ko je primer prišel na sodišče, so njegovi odvetniki omenili vrzel, ki jo je izpostavil Brian Colt. Rekli so, da bi moral imeti poroto iz Montane, ne iz Wyominga. Sodnik je to takoj zavrnil. Vlada je pristala na sporazum o priznanju krivde. Belderin je dobil 4 leta zapora, poleg tega pa še globe in odškodnino. Kot del dogovora je pristal, da ne bo pritožil vprašanja cone smrti na višje sodišče. Tako sistem obravnava znane pomanjkljivosti. Tiho omeji problem, obravnava simptome in pusti, da luknja v zakonu ostane. 50 kvadratnih milj velika pravna luknja ostaja večinoma nepreizkušena, kot tiktakajoča ustavna časovna bomba, ki čaka v divjini. Vlada je imela srečo z Belderanom, vendar cona smrti ne zahteva sodelujočega obtoženca. Potrebujete le nekoga, ki pozna zakon bolje kot tožilec in koordinate? 50 kvadratnih milj velikega območja v Idahu, ki ga je Brian Colt označil na zemljevidu, da ga lahko vsak najde. Koordinate so javne, pravna argumentacija je objavljena. Vsak, ki je pripravljen prebrati gradivo, bi lahko vstopil v tisti gozd in natančno vedel, kaj mu zakon lahko in česa mu ne more storiti. In leta je to ostalo teoretično. In potem so se stvari začele zares dogajati. Recimo, hipotetično, da nekdo teden dni preučuje Coltov članek. Natisne si koordinate. Odpeljejo se do izhodišča poti Beckler, prehodijo 16 km in izvedejo zločin, ki so ga načrtovali mesece, pri čemer vedo, da prva klicana številka, ko pridejo preiskovalci, ne bo šerifova. Poklicali bodo profesorja ustavnega prava in ta profesor jim bo povedal isto, kot je Colt povedal Ministrstvu za pravosodje leta 2005. Ni porote, ki bi jo bilo mogoče sklicati. Leta 2021 je izginotje Gabi Petito pritegnilo pozornost celega sveta. Njeno truplo so kasneje našli v bližini območja Yellowstona. Nenadoma so se ljudje začeli spraševati, kaj če bi se to zgodilo le nekaj milj zahodneje. Kaj če bi se to zgodilo v coni smrti? Bližina tako odmevne tragedije coni smrti je odstranila akademsko varnostno mrežo. Ljudje so se zavedli, da naj bi 6. amandma ščitil celovitost sistema, vendar ko ga zaradi napake na zemljevidu prekršimo, odpove prav tistim žrtvam, ki ga najbolj potrebujejo. Primer Vallow-Daybell je zagotovil še bolj neposredno povezavo z Yellowstonom. Tylee Ryan in J.J. Vallow, dva otroka Lori Vallow, sta bila nazadnje videna živa 8 in 22 septembra 2019 znotraj parka. Če bi otrokoma kaj storili znotraj te cone, bi tožilstvo stopilo naravnost v ustavno nočno moro. Primer Vallow-Daybell je na koncu potekal prek državnih sodišč, ker so trupla našli na zasebnem zemljišču v Idahu. Toda ta hipotetični scenarij je še vedno preganjal zvezne preiskovalce. Leta 2022 je zakonodajalec iz Idaha, Colin Nash, poskušal narediti prav to. Predložil je uradno zahtevo, s katero je kongres pozval naj ponovno začrta mejo. To je bila prav tista rešitev, ki jo je Brian Colt predlagal že leta 2005. Predlog je bil sprejet na državni ravni, nato je prišel v Washington, a se ni zgodilo nič. To je napaka zemljevida, rešitev pa je preprosta. Tisti del Idaha premaknite v okrožje Idaha. En stavek zakonodaje. To je to. Za zakonodajno telo Idaha je šlo za vprašanje javne varnosti.
Za kongres je bila to administrativna napaka, ki ni bila vredna časa v razpravi. To je ponavljajoča se težava pri načinu, kako zvezna vlada upravlja z narodnimi parki. Ker je zemlja v lasti zvezne vlade, imajo zvezne države malo moči, da bi prisilile k spremembam. In ker so ta območja oddaljena, ljudje v Washingtonu skoraj ne čutijo političnega pritiska, da bi ukrepali. Na koncu dobimo sistem, kjer je zemljevid pokvarjen, a tisti, ki držijo pero, nočejo potegniti nove črte. Colin Nash je leta 2024 odstopil iz zakonodajnega telesa Idaha in zapustil položaj, medtem ko je cona smrti še vedno ostalo odprto. Tudi ko zakonodajalec opravi delo, ponudi rešitev in doseže soglasje, je zvezna nedejavnost močnejša od samega zakona. 20 let en članek, nič ukrepov. Najbolj obiskan narodni park v Ameriki ima ustavno luknjo, za katero je Washington ves čas vedel. To ni birokratska nesposobnost. Nekdo je pogledal problem, ga razumel in se odločil, da je politična cena priznanja napake višja od tveganja, če jo pustijo odprto. Prvi razlog za to je pomanjkanje politične koristi. Prilagajanje sodnih meja ne prinaša zmag na volitvah. Nobeni lobisti ne financirajo kampanj za reformo meja narodnih parkov. Cona smrti je žrtev te neaktivnosti, trajna vrzel v pravni zaščiti, ki čaka, da vanjo zaide napačna oseba. Drugi razlog je še bolj ciničen – strah pred priznanjem napake. Če kongres sprejme zakon za odpravo idahovske cone smrti, v bistvu priznavajo, da je zakon že več kot stoletje pomanjkljiv. Priznavajo, da je imel Brian Colt leta 2005 prav in so se odločili, da ga ignorirajo. V politiki se pogosto zdi, da je priznanje dolgotrajnega neuspeha bolj tvegano, kot pa pustiti, da težava tli naprej. Dokler nihče dejansko ne bo ušel kazni zaradi pravne tehnikalije, lahko kongres še naprej pretvarja, da gre zgolj za hipotetičen primer s pravne fakultete. Igrajo se z javno varnostjo, da bi zaščitili svoj ugled. Reputacije, upajoč, da bo čas potekel, preden bomba eksplodira. 6. amandma je močan le toliko, kolikor mu zemljevid dopušča. Če lahko zakonodajalci ignorirajo luknjo v osrednjem narodnem parku države, kakšne druge vrzeli še obstajajo v sistemu? Isto kaznivo dejanje, storjeno poldrugi kilometer narazen, ima popolnoma različne pravne posledice. Ustava tega ne ve, zemljevid pa. V Yellowstoneu je zakon pogojen. Brian Colt je znano rekel, da bo to popravila le krvava srajca. Verjetno bo moral nekdo storiti nasilno kaznivo dejanje, stopiti pred sodnika in gledati, kako bo primer zavrnjen, ker porote ni mogoče sestaviti. Šele takrat, ko bodo časopisi kričali o morilcu, ki je na prostosti, bo kongres začutil pritisk potreben za sprejetje enega samega preprostega stavka v zakonu. Dokler ne pride do tega ponižujočega javnega neuspeha, sistem raje pogleda stran in se pretvarja, da nevarnost ne obstaja. Čakajo na tragedijo, ki jim bo zagotovila politično kritje, potrebno za upravljanje njihovega dela, in 132 let staro napako obravnavajo kot manjšo nevšečnost. 6. amandma ostaja ohromljen v tem majhnem delu Idaha, ostaja opozorilo za vse Američane. Če lahko tako očitna napaka obstaja v enem najbolj nadzorovanih in izpostavljenih narodnih parkov, kaj vse se še lahko skriva v sistemih, ki jih imamo za samoumevne? Tisti prehod čez potok na poti Bakelor je še vedno enak. Drevesa se niso premaknila. In tudi zakon se ni. Na koncu je morda prav ta birokracija najbolj nevarna stvar v tistih gozdovih. Hvala, ker ste bili danes z mano. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, se prosim naročite na kanal in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.